Ena osrednjih nalog in ciljev Evropske nogometne zveze je prizadevanje za popolno ukinitev uporabe pirotehnike na nogometnih stadionih. Temu niso namenjene samo kazni, ki jih odmerja in ki jih dobro poznamo tudi pri nas, ampak tudi izobraževanja, na katerih sta osrednja poudarka preventiva in strategija. V tem je tekla tudi beseda na dvodnevnem seminarju, ki ga je pripravila Nogometna zveza Slovenije. Poleg tega, da gre za obliko seminarja, ki je izobraževalne narave, gre seveda tudi za komunikacijski, medprostor med vsemi različnimi deležniki, kjer se lahko različne stranke med seboj, si lahko prisluhnejo in se pogovorijo. Posamezne regije so tudi na tem področju zaokrožene celote in kot take skupno nastopajo tudi pri reševanju tovrstne problematike. Kao ova radna skupina mi smo prepoznali zapravo da mi na Balkanu imamo iste probleme. Sad sam rekao pirotehnika i loša infrastruktura. Nisu isti problemi s pirotehnikom u Italiji i u Sloveniji. Dosta to ima veze i sa socijalnim i ekonomskim pitanjima. Dakle, to je jedno jako složeno i kompleksno pitanje, ali evo, mislim da će i ova grupa doprinijeti rješavanju takvih stvari. O predstavnikih UEFA zadolženih za področja, ki obravnavajo tematiko in izobražujejo ter ozaveščajo, so bili med predavatelji tudi strokovnjaki iz drugih evropskih inštitucij. People have the right to, when they pay their ticket to attend a match, they have the right to be treated in a safe and secure and welcoming way. They should not be subject to this kind of risks which arise from the use of pyrotechnics. So we want to deliver this message, and we are just here to provoke the discussion, to raise the discussion about the importance of having a preventative and repressive approach in dealing with the use of pyrotechnics, which is an illegal and in many countries a criminal behavior that we should remove from football stadium. Žal je eden od segmentov pri omejevanju uporabe pirotehnike tudi represija, ki se začne tam, kjer se na neprimeren način končajo dogovori z navijaškimi skupinami. Vsaka pirotehnika, tudi v najmanjših količinah, je lahko pereča in je lahko nevarna in je seveda škodljiva. Zato je potrebno neprestano delati na preventivnem in seveda preprečevalnem delu v tem smislu, da to seveda preprečimo tudi z represivnimi metodami. Samo represivni ukrepi niso nikoli dovolj. Samo osebno se mnenja, da bi 95% vseh zadev mogli posvečati v prevencijo, v ozaveščanje ljudi z tega področja, kaj ta ravnanja prenesejo, kaj to pomeni in tako dalje. In potem tisti 5% ne bo represije za posameznike, ki pač vedno kršijo. Pomembno vlogo pri ozaveščanju in opozarjanju, da je uporaba pirotehnike ne samo neprimerna, ampak tudi nevarna, imajo, kot poudarjajo sogovorniki, tudi mediji. Ako bi se suzdržali od davanja naslova divan derbi između, Maribora i evo, ajmo reći, Olimpije, navijači su zapalili tribinu, divan dekor i onda to svi gledaju, prate. I što i više budemo forsirali i objavljivali njihove slike i naslove, to će pirotehnika biti i šira i prisutnija. Što budemo mi manje prikazivali to i ignorisali, vremenom će njihov interes za pirotehnikom i slabiti. To je tako. Tisti, ki to menijo, da je to en del, bi lahko rekel, samega navijanja in vzdušja, nimajo prav. Ne pomislijo na ljudi, na življenja, na varnost. Kakorkoli za dvig navijaške kulture lahko seveda največ naredijo navijači sami in šele nato vsi ostali akterji nogometnih dogodkov.